Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni vdaji Vzhodna. Nocoj so v moji družbi mestni svetniki Mestne občine Maribor, tako da je jasno, da bomo govorili o aktualnem stanju v Mariboru. Lepo pozdravljam gospoda Zdravka Luketiča, NSi. Lep pozdrav. Gospa Davorka Pregl, Gibanje Svoboda. Pozdravljeni. In pa gospod Stojan Aver, LPR. Hvala, da ste danes tukaj, da ste si vzeli čas. Naj na tem mestu upravičim druge, ki so upravičeno odsotni, čas je praznikov in pa bolezni. Začnimo najprej z parkirišči v centru mesta oziroma s prometom. Gospod Aver, kakšno škodo ali pa korist po vašem mnenju prinaša ta ukinitev parkirišč v centru 120 oziroma nekaj več, ki je načrtovana? Poglejte, Maribor bi vsekakor ne samo za turiste, ampak tudi za ljudi, ki tukaj živimo, moral biti prijazen. Na nek način je ravno to izkaz, kaj mesto nudi, ko nekdo pride si ga tudi ogledati ali pa seveda, če želi v njem živeti. Takrat se izkažejo nekatera pomembna dejstva, da je vendarle ena izmed vrlin, tudi parkirišče, ki je danes lahko rečemo nujno, in če mesto seveda nudi dovoljšne možnosti, da si ljudje lahko izberejo, bodi si da avto pustijo pred mestom, pa se v mesto pripeljajo z nekim, bi rekel, javnim sredstvom, potem je to ena izmed najboljših rešitev, ki jo mesto seveda mora planirati, dolgoročno načrtovati, zato so predvidena tudi številna evropska sredstva, evropski fondi. No, v Mariboru je pa situacija popolnoma drugačna, torej mi ne nudimo nobenih alternativ, enostavno lahko prideš, kot pravi naš župan, s kolesom v mesto, kar pa si turisti recimo težko privoščijo, in iščeš parkirno mesto, če imaš srečo, v kakšnih poznih popoldanskih urah ga najdeš, v kakšnih dopoldanskih urah pa zelo težko. Ne samo, da ga težko najdeš, tudi drago ga plačaš. Zato je vsako parkirno mesto, ki je danes na voljo, toliko bolj dobrodošlo. In mi seveda ne nasprotujemo, da se spet odvzame toliko in toliko število prostih parkirnih mest, vendar pogrešamo alternative. Teh seveda popolnoma spet ni. Imamo v oblakih sicer neke načrte, neke tunele, imamo v oblakih podzemne garaže pod glavnim trgom, ne vem kaj vse, ampak veste, eno je realnost, eno je pa dejstvo, v katerem mi danes živimo, mi ne živimo za jutri. Hvala lepa. Gospod Luketič, kakšne torej alternative bi občina morala zagotoviti voznikom, če želi, da se ohrani neka dostopnost do samega centra? Kot sem že povedal, na seji mestnega sveta, tako kot je pri abecedi, je najprej A, potem je B. Najprej je potrebno zagotoviti alternativna parkirna mesta, potem pa ta ukiniti. To, da bo v prihodnosti neka parkirna mesta, da bo garaža pri stadionu, pri nogometnem stadionu in podobno, in smo ukinili parkirišča ob Dravi, kar seveda pozdravljam, tja ne spadajo avtomobili, vendar potem zaprli smo, ali pa odprli, kot se reče, za pešce Koroško, nismo pa predhodno zagotovili alternativ, kakorkoli, ali da bi prej zgradili tisti predor od Partizanske do Gosposvetske ali karkoli, da se najprej, to je podobno, kot bi začel hišo graditi najprej pri dimniku. To se ne da zaradi fizikalnih zakonov, vendar zraven tega, pa da še dodam, me pa moti pri tej ukinitvi, da so premalo vključeni prebivalci, ki tam živijo. Ne samo da vodstvo, pa vsi ostali določajo, kako naj bo, ampak tudi tisti lokalci, pristojna mestna četrt je povedala mnenje in je treba najti neki kompromisno rešitev, ki ne moti projektov, hkrati pa zagotavlja, da se upoštevajo tudi njihovo videnje, ki tam dejansko živijo. Tega pa je malo manj, se meni zdi. In zaradi tega, če ima tisti, ki odločajo zagotovljeno parkirno mesto, pa ne razumejo teh vseh ljudi, potem se meni zdi način, do katerega se pride, ni dober in ne prinaša nekega zadovoljstva in večjega bogatstva. Kajti vse te točke,
kljub temu, ko bo tudi novi projekt, morajo biti dostopne, da lahko se ljudje pripeljejo, da jih lahko odpeljejo v bolnico, da jim lahko preselijo ali karkoli dostop. Vsega tega pa se meni zdi, da tega pogovora ni. Seveda pozdravljam, da je produktivno vodstvo občine in da pripravlja projekte na zalogo, da dobimo nepovratna sredstva, vendar projekti morajo biti zastavljeni, tudi to je ukinitev parkirnih mest na način, da bojo svoje mnenje povedali tudi prebivalci. Vam povem primer Borove vasi. Proti Pohorju tam je menda enih 100 parkirišč, zraven blokov pa ni niti za en avtomobil parkirišče, vemo pa, da tudi ljudje, ker so vsi brezposelni in prejemajo socialno pomoč, imajo en avtomobil. In pravijo, vedno, ko so bile pobude na mestnem svetu, dajmo več parkirišč v Borovi vasi, so vedno govorili, ja, saj je tam proti Vili Rustiki, ker so tiste ostaline iz rimskih časov, tam je veliko prostih parkirišč. Zdaj mi pa povejte, ali župani ali podžupani hodijo 200 metrov do avtomobila, ko grejo v trgovino po zimi v snegu. Pa tudi napolnjena so zelo parkirišča, niso prazna, ne? Gospa Pregl, a menite, da Maribor pa vseeno sledi nekim trajnostni mobilnosti, no, s tem projektom na nek način? Maribor sledi trajnostni mobilnosti, ampak trajnostna mobilnost ne more biti za vsako ceno. Ne. To je zelo, zelo, zelo pomembno. Kadar se odločamo o nekih projektih, imam jaz pač vedno način, da pogledam stvari, ki govorijo za in stvari, ki govorijo proti. Torej, stvari, ki govorijo za, so tista, da moramo počrpati teh 5 milijonov 500, kajti kohezijska sredstva se bodo leta 2027 zaprla. Po drugi strani pa se mi zdi, tako kot sta že predgovornika povedala, da bi pa pred tem vseeno morali nuditi alternative. Ljudje, ki živijo v centru mesta, so se kupili dovolilnice. Kupili so si jih, da lahko parkirajo svoje avtomobile. Pa ni parkirnih prostorov. To je velik problem. Ne gre samo za to, da je nekdo len oziroma da ne gre v mesto, ampak nekateri ljudje imajo težave, se ne morejo pripeljati s kolesa v mesto. Skratka, neko dostopnost. Upravna enota se bo sicer celila, občina je tam. Stvari, ki se dogajajo v mestu, morajo biti vendarle ljudem dostopne. Res se govori, da se bo za občino gradila neka garažna hiša, ampak kdaj se bo, ko se bo. To je prepozno. Mi, ko smo se pogovarjali na koordinaciji, smo prišli do tega, da smo enostavno v Gibanju Svoboda zahtevali, da nadomesti neka parkirišča. Ponudil nam je 40 parkirišč, ki bi jih naredili nekje v Trubarjevi Razlagovi, preden bi se začelo to delati. Kajti ta DIP je bil izključno zato sprejet, zaradi tega, ker je v junija rok za prijavo na razpis, kjer sploh ni nujno, da bomo mi dobili ta sredstva. Torej, če gre razvoj v neko trajnostno mobilnost, je treba narediti neko uravnilovko in poskrbeti tudi za ljudi, ki enostavno ne morejo od danes do jutri govoriti o trajnostni mobilnosti in pustiti avtomobile in ne prihajati z avtomobilom. Če se ti pripelješ recimo iz Bistrice, iz Konjic, konec koncev se pripelješ urediti nekatere stvari, ali greš v mesto, potrebuješ parkirišča. Rešitve so pod zemljo, mogoče pri Trgu Svobodi, če bi se tisti spomenik premaknil, pa bi se tam naredilo, res da je vinak tam od spode. Ampak zagotovo obstajajo alternativne rešitve, ki se bodo pa žal mogoče izvajale kasneje, ko bodo tista parkirišča že zaprta. Torej, če vzamemo za, proti, kar nekaj stvari govori za in kar nekaj stvari govori proti, misliti pa je treba zagotovo na občane in občanke, ne samo tako, kot je rekel kolega, tudi turisti, ki pridejo z avtobusem, ampak predvsem na tiste, ki bivajo v tem področju in enostavno res svojih avtomobilov nimajo kje pustiti. Hvala lepa. Na to temo smo govorili tudi z Martinom Mlakarjem iz stranke Demokrati. Hvala torej za besedo. To seveda ni dobro. Zdaj, ampak če malo širše pogledava na zadevo, zdaj prenova Gregorčičeve in Maistrovega trga je seveda potrebna in v naši, bom rekel, stranki to podpiramo. Demokrati torej to podpiramo. S tem se namreč zaključi en del prenove, ki se je začel že pred leti in dobiva celostna podoba tega dela mesta. Je pa seveda problem, zato ker se k tem prenovam vedno pristopa po napačnem vrstnem redu. V Mariboru bi morali najprej zagotoviti parkirišča in še kakšno drugo predpostavko in se potem lotiti prenov. Zdaj, po naši oceni, torej po oceni demokratov, v Mariboru, v ožjem mestnem ali pa v neposredni bližini centra manjkata vsaj 2 garažni hiši.
Ena v bližini Ljudskega vrta, ki je sploh problem, ne, že zaradi obiska nogometnih tekem, in ena ali bom rekel pod ali pa v neposredni bližini Maistrovega trga ali pod, bom rekel, glavnim trgom. O tem se je v preteklosti že večkrat govorilo, pa nikoli, bom rekel, ni prišlo do realizacije. Dalje, kaj nas moti pri tem je, da seveda, ko župan pošlje dokumente v obravnavo, seveda ne predvidi posledic za prebivalce, ki jih bo tovrstna obnova prinesla, ne. V času te obnove bosta zagotovo še bolj obremenjeni Krekova in pa Maistrova ulica kot edini, v bistvu, bom rekel, prometni povezavi vzhod-zahod na levem bregu mesta, ki sta že itak, bom rekel, dodatno dosti bolj obremenjeni, potem, ko se je za promet zaprl Lent in pa Koroška cesta, ne, in tudi takrat ni bilo ponujenih nobenih alternativ. Torej, prenovo podpiramo, ampak vrstni red je napačen in najprej bi bilo potrebno zagotoviti, bom rekel, parkirišča, šele potem se lahko pogovarjamo o teh prenovah. Ja, ampak o tej garažni hiši pri bližini Ljudskega vrta, če se ne motim, govorimo že iz prejšnjega mandata, gospod Aver. Mislim, lepo je govoriti o nekem, ampak javno-zasebno partnerstvo na kak način je karkoli na mizi trenutno? Sej, to je tisto, kar ves čas že govorimo. Torej, so neke iluzije, ne, na koncu koncev, kot sem uvodoma povedal, župan seveda še vedno razmišlja o tunelu izpod Maribora, ne, ampak veste, to so projekti, ki seveda zahtevajo ogromno denarja. Pravzaprav je treba seveda najprej imeti denar, da se lahko o čemerkoli resno tudi pogovarjaš. Iluzirati o tem, da bo tam nekoč nekaj stalo, to lahko filozofiramo zdaj vsi, tokom cele današnje oddaje, da bo Maribor nekoč morda postal res neko mondeno mesto, ki se bo primerjalo tudi z evropskimi prestolnicami. Ampak kot sem dejal, mi danes živimo v tem mestu, lahko upamo na jutri, ampak mi si moramo poslati, da bo danes nam to mesto prijazno, ne. In posledično bi morale temu primerno sprejemati tudi odločitve, ne. Govoriti o tem, da bo se rešila situacija čez 15, 20, morda pa nikoli let, ne, je neodgovorno. Zato pač pozivamo vedno znova župana, ne, da živimo danes. Nas zanima, kako bo čez nekaj let, ne pa kako bo čez 20 ali 30 let, ko bodo to mesto najverjetneje seveda oblikovali naši potomci. Hvala lepa. Če se dotaknemo še nečesa, kar se močno dotika prometa, in to so radarji. Gospa Pregl, kako ste zadovoljni zaenkrat s tem, kar veste o radarjih? Torej, so po vaše bile opravljene dovolj kvalitetne, neodvisne študije in kje podpirate na nek način postavitev? Ja, po moje bi postavitev radarja morala prispevati k umirjanju prometa, ne pa k polnjenju blagajn. Ampak eno se z drugim enostavno ne da, ne? Torej, če bomo umirjali promet, če bodo ljudje prehitro vozili, bodo kazni zagotovo prišle. Kolikor vem, raziskava je bila narejena, mi smo se ob tem tudi vprašali, kako to, da recimo ni bilo bolj izpostavljeno področje, ker se gibajo otroci, ne? Šole, vrtci, tam ni bilo neke strašne želje za postavitvi radarjev. Vemo, da so tam ležeči policaji, torej mi v bistvu vemo, da bomo zdaj imeli 3 radarje. Povedali smo tudi, naj bi mesto bilo malo bolj prijazno, ne bi ljudi opozarjalo na radarje, naj bi recimo vzgajalo v neko prometno kulturo, kjer bi se ljudje resnično držali teh prometnih predpisov, brez tega, da bi bili kaznovani. Žal pač je včasih tako, ne, ko te poudari po žepu, takrat šele čutiš, kaj je to radar. Tako da pri radarjih je spet, če damo za in proti, imamo na eni in drugi strani kar nekaj argumentov, ki govorijo za radarje, na drugi strani proti radarjem. Vse vemo, kaj se je zgodilo z gospodom Kanglerjem, ko je dal preveč radarjev. Ljudje pač nimajo tega radi, da jih udariš po žepu, ampak če bi se pa dal na kakšen način s kakšnimi opozorilnimi tablami, ne vem, mislim, da je gospod Jurišič celo rekel, da bi bilo doma te čaka tvoja mama, vozi previdno,
da bi na tak način začeli enostavno z vzgojo in potem, po mojem, ne bi bilo potrebno 11 radarjev, kot jih je bilo nekje omenjeno, da bi se dogajali. In če se pa peljemo po celi Sloveniji, po celem svetu so radarji, ampak so tudi opozorilne table. Čakate radar. Zdaj pa, če tega to spregledaš, ne? Tako da z informacijami, ki jih imamo, v bistvu sploh ne vemo, kje še bodo, predvideva se, natančno pa še ni nič dorečeno. 3 ohišja so kupljena na en radar, gotovo bo tisti, ki bo meril hitrost, to pa je zaenkrat vse, kar... Ja, se ne ve, kaj se bo premikalo, verjetno najmogoče, ali je to spet pas lovljenje, ampak če bi se dodale res opozorilne table, bi to bilo mogoče do Mariborčanov tako, mehkejši in prijaznejši do ljudi. Gospod Mlakar, menite, da bi morala občina pred postavitvijo novih radarjev pripraviti bolj jasno komunikacijo in strategijo? Absolutno ne. Torej, komunikacije je bilo precej premalo. To je ena stvar. Druga stvar pa je ta, zdaj, vkolikor bi šlo za postavitev radarjev v bližini šol, osnovnih šol, vrtcev, potem seveda je taka zadeva potencialno smiselna. Vkolikor se bojo pa radarji postavili na nekih točkah, ki, bom rekel, nimajo neke vsebinske povezave z potrebo po umirjenem prometu ali pa po neki varnosti občutljivih udeležencev v prometu, potem je pa to popolnoma nesmiselno. Potem se pa ponavlja napaka izpred, bom rekel, več kot desetletja in v demokratih v takem primeru, bom rekel, zagotovo nasprotujemo in bomo nasprotovali tovrstni postavitvi. Gospod Luketič, kakšno širšo prometno strategijo bi morala občina zasledovati po vaše, da ne bi šlo zgolj za, kot smo slišali, kaznovanje voznikov in polnjenje občinske blagajne? Jaz radarjev ne podpiram, ker so tudi druga sredstva za umirjanje prometa. Radarji niso edina možnost. Poleg tega pridejo nove generacije radarjev, ki merijo še vse drugo. Ali se vklopno smerokaz ali karkoli. V Franciji se že to pojavlja, se je dalo prebrati, ki merijo varnostno razdaljo, ki imaš in vse ostalo. Menim, da bi morali, kot je bil predlog pred volitvami, poskrbeti, da bi se vsi Mariborčani brezplačno vozili z lokalnimi avtobusi, se plačuje davek, uporaba mestnega zemljišča se dviguje nenavadno visoko, kljub temu, da so merila določena, in menim, da bi bilo treba to preveriti. Veliko se plačuje dajatev in bi morali biti dostopnejši. Sedaj je, jaz se vozim z avtobusom, ker je na državni ravni nad 65 let brezplačen prevoz in ga koristim. So tudi dokaj spremljive še povezave v mojem koncu. To je prva zadeva. Druga zadeva pa je, da se najde investitorje, ker se marsikaj dogaja na Lentu, da se tudi kje druge gradijo. Vemo, da pri Ljudskem vrtu, pri nogometnem stadionu, mislim, da je že 2 ali 3 mandate, gospod Auer se bo mogoče spomnil, se že pogovarjamo. Takrat smo govorili o Ring 2, kjer se bo te garaže postavile. Vem, da smo za časa županovanja gospoda Soviča 5 ur razpravljali, ali se bo za 3. gimnazijo posekale dreveca in postavile garaže. In potem smo to izglasovali, dreveca pa še vedno rastejo, hvala Bogu. Tako da mislim, da je potrebno prej za to poskrbeti. Potem poglejte Kardeljevo. Tako kot je zdaj Kardeljeva proti šoli Tabor 1 urejena, smo že leta 90, ker je bila stranka zelenih ustanovljena v Mariboru, zahtevali, da se sredi cestišča uvedejo otoki za umirjanje prometa. In sedaj ti otoki so in ni mogoče v bližini šole divjati. Pa še, brez kaznovanja voznikov. Ja, tako da radarji niso edino sredstvo in menim, da je ta strategija, ki je nisem podprl, postavljeno tako, da se daj brez odločanja mestnega sveta lahko pač pridobi neko strokovno mnenje. Vemo pa, da če ti plačaš abstraktno povedano 2000 evrov, ti bo katerikoli odvetnik, ker za to ne odgovarja, potrdil, da pravno rastejo na Marsu rumene marjetice, ker za to ne odgovarja. In zdaj lahko župan kjerkoli postavi radar, ne da bi o teh postavitvah odločal mestni svet. Hvala lepa, gospod Auer. So ti ukrepi strateški za večjo prometno varnost v Mariboru ali strategija za kaj drugega? No, sej. Najprej bi bilo treba pojasniti tisti, ki to
ne spremljajo, govorimo o sejah mestnega sveta, ne, kako to zgleda v praksi. Ne. Pa ne spet slišimo, da se nekatere liste in stranke ne strinjajo z takšno strategijo, na mestnem svetu pa potem županu pritisnejo za. Ne. Res je, gospod Zdravko Luketič in Lista za pravičen razvoj mestne četrti in krajevnih skupnosti smo edini trije, ki smo temu nasprotovali. Vsi ostali so bili prisotni namreč za oziroma so se vzdržali. Zdaj, kaj to pomeni? Namreč, če nekdo seveda pride za neko študijo, z neko strategijo, ne, pričakuješ, da bo izkazal tudi rešitve, kaj to pomeni v neki perspektivi, kaj bi z temi sankcijami seveda želel doseči, ne pa samo seveda polniti proračun, ne, ker ena je seveda palica, ena je korenček, ne, in mi bi se v Mariboru seveda lahko ure in ure pogovarjali o prometni strategiji. Na koncu koncev imamo prometno strategijo, ki je bila seveda dobro pripravljena in sprejeta tudi v funkciji, še vedno velja, ne, pa se tudi te prometne strategije župan ni držal. V tej prometni strategiji smo jasno opredelili, kdaj se bo zaprla Koroška cesta. Tako da, kaj hočem reči, ne? Očitno gre za neko željo po polnjenju mestnega proračuna, išče se vsaka luknja, na kak način seveda dobiti ta potreben denar za megalomanske projekte, in jaz upam, da bomo o tem tudi kaj spregovorili. Na, bi rekel, plečih, ramenih občanov, ne, ki bodo seveda morali spet tudi po tej logiki seči v žep, ne. Pa sej človek, bi rekel, ni proti temu, da se nekoga, ki divja po mestu za neprimernimi hitrosti, kaznuje, ne, ampak seveda spomnimo se, da je recimo radar ujel še od časa Franca Kanglerja, ne, seveda voznike, ki so prevozili nekaj kilometrov hitreje, kot je predvidena cestna hitrost, čeprav bi se seveda lahko spet pogovarjali, ali je recimo cona 30 na tem pasu primerna ali ni, ne, ker potem lahko damo po celem mestu pas 30, ne, in radar je in se gremo potem, kaj bomo s tem naredili. Ja, naredili bomo prometne zastoje, kaos, ki mu ni para, na drugi strani bo pa seveda župan imel proračun poln. Hvala lepa. Pa če smo že pri proračunu, gospod Aver, v LPR proračuna niste potrdili za 2025 in 2026 oziroma podprli. Vaša svetniška kolegica je na seji rekla, da župan ni odgovoril na vprašanje LPR-ja oziroma pomisleke po prvem branju. Torej, kakšni so pomisleki? Ja, sej, glejte, spet smo tukaj, ne. Torej, mi živimo vsi skupaj danes, ne. Torej, mesto je takšno, kot ga pač imamo, kot si ga sami ustvarjamo. In če vprašaš ljudi, kaj trenutno seveda najbolj potrebujejo, ne, so seveda to zagotovo, bi rekel, neke vrline, ki jih mesto lahko ljudem nudi, seveda v zakonskih normativih. Če govorimo recimo, ne vem, o vrtcih, ne, ljudem oziroma mladim staršem, še posebej v teh težkih časih, bi zagotovo prišlo prav, da jim mesto prihaja nasproti in subvencionira višino, ki jo morajo plačevati. Subvencionira lahko mesto tudi višino položnic. Brez nadaljnega lahko seveda lajša življenje upokojencem, ki jih je v našem mestu neprimerno več kot pa recimo v Ljubljani. Zdaj govorimo o statističnih podatkih. In to so stvari, veste, ko tudi upokojenci se jih seveda treba vprašati, kaj potrebujejo, ne? In zdaj, kaj pa mi seveda v tem proračunu dobimo? Dobimo megalomanske projekte, gradilo se bo seveda vrhunske zgradbe, ki jih vprašanje, če jih Maribor seveda si ne zasluži. Seveda, zaslužimo si najverjetneje tudi Eifflov stolp. Preko Drave bi lahko naredili najlepši most na svetu. Ampak je pa vprašanje, če si ga lahko privoščimo, ne? In če govorimo o privoščiti si, se nimamo nič proti, da dobimo trenutno najsodobnejšo, najmodernejšo knjižnico, ki bo stala najverjetneje na koncu celo več kot 50 milijonov. Ampak vprašanje je, ali si to mesto seveda lahko to privošči, morda bi lahko prišli skozi za nekoliko skromnejšo knjižnico in ta denar raje namenili torej za ljudi. In mi vedno znova v Listi za pravičen razvoj in mestnih četrtin krajevnih skupnosti poudarjamo, da ni mesto samo center, da so seveda tudi Tezno, Pobrežje, Limbuš, pa da zdaj ne naštevam vseh krajevnih skupnosti in pa mestnih četrti,
tisti, ki so del tega mesta, torej del Maribora. In če mi pri nas, recimo na Teznem, zadnjih 6 letih nismo praktično nič dobili od proračuna, še enkrat povem, nič, razen pred volitvami je prišel postaviti otroška igrala, pa še tista so zdaj, da rečem, propadla oziroma so v katastrofalnem stanju, je seveda to vprašanje, ki je na mestu. Torej, kam se ta denar steka in komu na čast se pravzaprav gradi tako megalomanske zgodbe, ki sicer nimamo nič proti. So financirane sicer, Rotoš je nimamo nič proti. Da ni bilo... Poslušajte, ja, so financirane že, ampak vi dobro veste, da je bila knjižnica planirana 25 milijonov, da je država pristala na 12 milijonov in pol, da pa je zdaj seveda šla zgodba... Ne bo polovico dala država, ko bo projekt... Vprašanje. Torej, mi si seveda želimo, da bi tudi ta denar nam prispevali, dali, ampak po drugi strani se pa moramo seveda vprašati, koliko je tu realnosti. Hvala lepa. Gospa Pregl, kateri so po vas še neki glavni poudarki proračuna letošnjega in pa za naslednje leto in kaj bi morali? Ja, proračun je zelo drzno zastavljen, zelo veliko, zelo drzno zastavljen. Notar je veliko projektov. Mi smo pač pogledali, ker smo dokaj novi v politiki, zaključne račune prejšnjih 2 let. In zaključni računi prejšnjih 2 let so bili tako ugodni, kajti lani smo 95% prihodkov uresničili in 87% odhodkov. Torej, župan je nekaj prav zastavil, v bistvu za razvoj mesta Maribor. Res je, da se center bolj razvija, kot se razvijajo okrog Maribora. Na Teznu je predvidena gradnja zdravstvene postaje, Tezno, kar bo tudi velika pridobitev. Res je, da se je občina zadolžila, ampak gledajte, za prejšnje leto je odplačala 7 milijonov dolga, vzela je 6 milijonov. Torej, če se spomnimo, ko smo mi bili mladi, smo enostavno tudi morali imati kredite, zaradi tega, ker na vsak projekt, kjer se občina prijavi, moraš dati del lastnih sredstev. In če hočeš počrpati, te enostavno prisili, da greš v neke kredite. Kaj se je nam zdelo in kaj sem jaz tudi na koordinaciji postavila vprašanje, je to, da je proračun bil sprejet dokaj pozno, da bo začel veljati z majem. Mene je zanimala investicija v šole in v vrtce. Mi vemo, recimo, vrtec Jadvike Golež ima kuhinjo, ki je stara ne vem koliko let, kjer je skoraj nemogoče že pripravljati v skladu z HASAP-om hrano. Kako se bodo pa ti projekti izvajali? Kajti mi vemo, da so zdaj javni razpisi in da se lahko samo v času počitnic v šolah in tam dela nekaj, ali bomo pohiteli, ali bomo kaj naredili. In to je bil eden izmed glavnih vzrokov, da smo se odločili za 2-letni proračun. Zaradi tega, ker če se začnejo ti projekti, govorim zdaj o investicijah v vrtcih in v šolih, ki kaj čakajo, ki jih je za 20 milijonov za vse urediti, če se bo zdaj začelo, če ne bi sprejeli 26 proračuna, bi se spet zataknilo. Zdaj bodo pa ti projekti, zaradi tega, ker je 2-letni proračun, potekali naprej. Torej, tudi na sociali smo zdaj sprejeli ogromno stvari, da so ljudje brez proračuna v bistvu bili v stiski, ker se določene dejavnosti niso mogle izvajati. Res je, da je razvoj, bom rekla, zgoščen v centru. Res pa je tudi, da ko pridejo turisti, so v centru. Ampak mi ne smemo gledati samo na turiste, ampak na vse Mariborčane in Mariborčanke, tako da se kolega tudi bori za en tak enakomeren razvoj, da mi pritiskamo na župana, da se posvetuje z mestnimi četrtmi, da povpraša, kakšne so njihove želje, da bolj sodeluje, da je ta pretok informacij boljši. Recimo pri masterplanu so se bolj pogovorili in dogovorili, ampak nikoli se ne bo zgodilo, da bi bili vsi zadovoljni, da bi vse želje se uresničile. Tako da proračun je razvojno naravnan, zdaj pa koliko ti projekti, jaz se bojim, recimo Rotovž, ekstra smo poudarili, če se naredijo stavbe, če se da v beton, absolutno ne sme zmanjkati denarja za program. Da bo program tisti, ki bo potem oživel, ker drugače bodo te stavbe mrtve. Če bodo same sebi namen, to ni namen. Je pa res šlo ogromno denarja in za mene so projekti, ki se močno dražijo, so projekti, ki niso bili dobro pripravljeni, to so projekti, ki niso predvidevali, kaj se vse lahko zgodi, sploh na Rotovžu, kjer vemo, da je staro mestno jedro in projektanti bi morali predvidevati, da se tam lahko zgodijo kakšne stvari, da bomo naleteli. Ne, da se lahko, ampak da se bodo. Tako, na kulturno dediščino in to je meni napaka.
da sami projekti se dražijo ravno zato, ker niso zastavljeni tako, kot bi morali biti. Poglejte, zdravstvena postaja Magdaleno v okviru finančnega plana je bila tudi zgrajena. Najprej gospod Luketič, potem pa vi, gospod Averc, ste želeli replicirati. Gospod Luketič, kako komentirate zamudo pri sprejemanju proračuna? Maja smo, 4 meseci so že za nami, občina pa je zdaj dobila krovni dokument pravzaprav potrjeno. Proračun bi lahko predhodno že sprejeli, pač brez te zadolžitve in bi pozneje proračun dopolnili. Ampak da se to ni zgodilo, je, če gledamo to kot napaka, kar obžalujem, je posledica, ker takoj po volitvah župan ni uspel sestaviti koalicije, ker se ni z vsemi svetniškimi skupinami pogovarjal. In brez koalicije potem pri tolikih interesih in Maribor, ki je vedno proaktivn, vedno so se velike stvari dogajale, tudi leta 90 smo se postavili Mariborčane za Slovenijo, je potem težko uskladiti proračun, da so vsi interesi vsaj večinsko zadovoljeni. In zaradi tega je pač prišlo do te zamude. Obžalujem, da ni več vlaganja v ljudi, ker vrtci so se podražili, subvencije se pa niso temu primerno dvignili. Morate vedeti, da že leta 90 smo v Mariboru, ko je bil Maribor pred gospodarskim propadom, uvedli plačevanje za novorojenčke kot pomoč. Trdil je takrat predsednik občinskega sveta, da ni pravne podlage, pa so potem vseeno našli. Maribor je pravzaprav pri prijaznosti in socialnosti do prebivalcev vedno vodilno mesto. Zato govoriti o tem, da imamo primerljive cene z drugimi občinami, ni vedno primerno, ker tudi sicer Maribor nikoli ni bil primerljiv, zato smo se tudi leta 90 ubranili agresije. Hvala lepa. Gospod Averc, želeli ste replicirati? No, sej ne, da bi repliciral, ne, ampak ker je pač kolegica rekla, da pa zdaj na Tezno prihaja nova zdravstvena postaja oziroma in da je seveda nova v tem mestnem svetu, bi želel povedati ne samo njej, ampak seveda vsem ostalim, se navezati na to, kar že skozi govorimo. Torej, mi o novi zdravstveni postaji Tezno govorimo že več kot 14 let. To je vsaj toliko, koliko se jaz spomnim. Pred 12 leti smo to dali v prve, postavke proračuna. Pred 7 leti, ko je nastopil župan Arsenovič prvi mandat, je to bilo v proračunu in imeli smo za to našo postajo, za ta naš zdravstveni dom gradbeno dovoljenje. Torej, lahko bi o drugi strani povedano že imeli danes nekaj let nov zdravstveni dom, pa ga še do danes nimamo. 12 ali pa 14, 15 let je že od tega, odkar smo se o tem na mestnem svetu začeli pogovarjati, tudi kolega Zdravko to dobro ve. Kaj hočem reči, ne? Mi živimo za danes, a veste, koliko ljudi je na Teznem v 15 letih umrlo, se odselilo in so zaman upali na to pridobitev. In jaz upam, ne, da temu tokrat bo tako, čeprav spet upamo na neka sredstva, ki bodo prišla, če bodo prišla. Vsakič pa seveda dajemo v proračun denar za pripravo dokumentacije. Kolikokrat smo to dokumentacijo že imeli, pa iz tega ni nič, pa raje ne bi govoril. Hvala lepa, gospod Luketič, na hitro. Ja, moram reči, da glede obnove Rotovža se je vedelo že v prvem mandatu, že o ponovovanju gospoda Kanglerja. Mislim, poenostavljeno povedano, da se pogreza. Ampak takrat ga nismo uspeli obnoviti, ker za EPK Maribor takratne vlade ni dobil toliko denarja, kot je bilo obljubljeno. In zaradi tega smo pač EPK oskubili samo na dogodke, ne pa da bi obnovili tako, kot se je obnovil Gradec. Problem je v proračunu tudi ta, da projekti pridejo v proračun, potem pa niso realizirani. Tako se recimo ulica za Peklom, kanalizacija šele zdaj izvaja. Jaz sem pa že 2-3 leta predtem vezal svoje glasovanje za proračun prav na ta projekt. Zaradi tega kljub visoke realizacije še želim, in to sem tudi lani vedno povedal, da župan vse, kar je obljubal, tudi realizira, ne pa da nekateri projekti na račun podražitev velikih projektov potem odpadejo, pa ostanejo samo neka črka na proračunskem dokumentu. Hvala lepa. Gospod Mlakar, kako vi ocenjujete zastavljene prioritete v občinskem proračunu in kaj bi po vašem morala biti večja prioriteta? Torej, najprej v zvezi s proračuni je treba povedati, da v Demokratih smo trdno prepričani, da sta proračuna pripravljena nerealno.
da so torej prihodki planirani veliko previsoko, kar dokazuje tudi realizacija v preteklih letih. Drug problem, ki pa se pojavlja, je pa previsoka zadolženost. V letu 2025 se planira 24 milijonov dodatnih zadolžitev in v letu 2026 23,7 milijona dodatnih zadolžitev, torej skupaj skoraj 48 milijonov dodatnih zadolžitev. Ob tem, da je Maribor pod vodstvom tega župana postala druga najbolj zadolžena občina v državi z več kot 1100 evri dolga na prebivalca, kar vsekakor ni dobro. Kar se nas tiče, bom rekel, ocenjujemo kot nerealno tudi planirane, bom rekel, prihodke iz naslova prodaje stavbnih zemljišč, ki so planirani absolutno previsoko, in prihodke iz naslova prodaje kapitalskih naložb, ki so tudi po naši oceni planirani previsoko. Torej, v okviru Demokratov ocenjujemo, da tovrstni prihodki, ki jih je župan planiral, zagotovo ne bodo doseženi. Kar se tiče prioritet, ja, zagotovo bi moral biti ena izmed večjih poudarkov na ureditvi parkiranja, že prej omenjenega, predvsem načrtovanje garažnih hiš. Tudi če si boste pogledali, bom rekel, primerljiva evropska mesta, boste videli, da je vse posod, bom rekel, okoli neposrednega ali pa celo v samem središčih mesta kar nekaj garažnih hiš, ki so cenovno, bom rekel, zelo dostopne, z torej dostopnimi cenami za parkiranje. To manjka. Prav tako, bom rekel, bi želeli poudariti, da Maribor ni samo center mesta. Maribor je tudi obrobje, so tudi krajevne skupnosti na robu mesta, za katere je planirano relativno malo oziroma premalo. To je, bom rekel, ena taka kratka ocena proračuna. Zaenkrat vsi ugotavljate isto, sledi kratek premak, malo se vrnemo. Zavarovanje doma sem si uredila kar doma. Preden se podam v novo dogodivščino, hitro poskrbim za brezskrbnost. Namesto čakanja v vrsti, raje počakam na kavico. Zakaj bi hodil v poslovalnico, če lahko škodo prijavim tam, kjer se zgodi? Z našimi spletnimi orodji in aplikacijami upravljate svoja zavarovanja hitro, varno in digitalno. Z vami, kjerkoli ste. Zavarovalnica Triglav. Pametni prezračevalni sistem iVent, sedaj do 60% ceneje in 7-letnim jamstvom. iVent, specialisti za prezračevanje. Piknik ponudba iz mesnic fin gošt, čevapčiči z sirom 5,99 € za kilogram ter marinirane baby ribši 7,98 €. Fin gošt. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni nazaj v Vzhodnem. V moji družbi so še vedno predstavniki svetniških skupin mestne občine Maribor in sicer gremo pa zdaj malce, gospod Tauer, na te prihodke, ki so planirani pravzaprav, kljub temu, da se prodaja recimo nepremičnin še ni zgodila. Je lahko to dolgoročno nevarno za mesto? Seveda, gledajte, da bi najprej pojasnili, morda ljudem, govorimo o nekih bajnih milijonih, pri proračunskih postavkah je seveda neka zakonska normativa. Namreč, koliko denarja boš imel, toliko ga lahko porabiš. In tu je treba vedno iskati nekje pravo mero
In zato, da lahko več porabiš, ne, si mnogi župani seveda radi napihnejo tako imenovane predvidevane prihodke. Mi imamo v tem proračunu, ki velja za letos in v proračunu še posebej, ki prihaja prihodnje leto, rekordne postavke prihodkov. Sicer vedno znova tudi sam ne nasprotujem, bi rekel, takšnim proračunom, ki so zelo ambiciozni, vendar po drugi strani je pa treba biti seveda realen, kaj bomo na koncu koncev res dobili v skupno blagajno, in ker se pač v svetu trenutno situacije ravno ne odvijajo v pravo smer, prihaja izredna velika negotovost, na nek način prihajajo določene krize, ki se že kažejo tudi pri nas, je treba biti toliko bolj seveda predviden, ne, da boš ta denar, ki ga pa boš dobil, na nek način pametno porabil. Ne. In mi seveda opozarjamo na dejstva, kaj je prioriteta. Mesto bi si po naši oceni moralo postaviti recimo lestvico 10 prioritet. To, kar bomo najbolj potrebovali, bi bila številka 1, tisto, kar pa, če bo še ostalo, pa številka 10. Še enkrat naj povem, mi ne nasprotujemo megalomanskim projektom, kot je recimo, ne vem, projekt Rotovž, vendar pa bi najverjetneje bilo vsem jasno, da bi tudi z 30-35 milijoni, ne, Maribor dobil dovolj dostojno knjižnico, ki jo pa mnogi upokojenci ne bodo nikoli šli obiskati. Ker ti upokojenci so, veste, del naše, bi rekel, populacije, ki seveda potrebujejo neke druge vrline, ki jim mesto mora nuditi. Ne. V prvi vrsti so to domi za ostarele, nenormalno se nam zdi, da so čakalne dobe tudi 2 leti in več. Vemo pa vsi, da to nujno potrebujemo. Je pa res, da je to problem sistemski, ne? Ja, to je pa sistemski problem, sej sem hotel sam to zaključiti, se ne da zdaj krivim samo, da to vejo oblasti, ampak hočem nekaj reči, ne, prioriteta bi pa vendarle morala biti številka 1 nekje druge po naši oceni, ne, in tisto, kar pa morda potrebujejo seveda le nekateri, oziroma še to, ne takšnega luksuza pa na številke 10. Hvala lepa. Gospa Bregelj, kako v Svobodi gledate na to ravnotežje med prodajo nepremičnin in pa potem novimi visoko zastavljenimi projekti? Jaz, kot sem povedala, je drzno zastavljeno. Ne? Ker ti, če pogledaš svoje gospodinjstvo, pa ko naenkrat prodaš vso srebrnino in zlatnino, če si hočeš nekaj narediti, na koncu ugotoviš, da ti ni kaj dosti ostalo. Ne? Če na tak način gledamo, ne? Tako kot je kolega Auer povedal, po eni strani mora priti noter, če se hoče porabiti. Ne? Zdaj bomo videli, če je smotrno ali ni. Jaz nekega, da bi zdaj napovedovala ali rekla, ne vem, zato ker tu je veliko več faktorov, ki bodo vplivali na to, ali se bo prodalo, kam se bo vložilo. Videli pa smo, da je tudi država vseeno stopila Mariboru naproti, ker Maribor je specifična občina, pa da je vseeno malo pomagala tudi pri Rotovžu, pa tudi tu bomo poskusili še na nek način. Kaj konkretno pri Rotovžu? Ok, to, kar je bilo sofinancirane obljubljenega, ampak kaj ta pogajanja, da bo država primaknila tudi kaj več, glede na to, da se projekt draži, kje smo pa tu? Nerodno je bilo še sklenjeno sama pogodba, ki je bila podpisana, ni bila procentualno, ampak je bila zneskovno. Ne? To je že bil prva napaka. Ne? Zdaj, koliko jaz vem, se ni knjižnica tista, ki je potegnila ta projekt tako na visoko, ampak so te stvari, kar so morali vse zavarovati, pa za kulturno dediščino kopati, mislim, to so res, zdaj smo na 36 milijonih, zdaj bomo videli, ne, ker to resnično rastejo številke. Ne. Ampak zdaj smo v pogovorih, da moramo tudi izkoristiti konec koncev. Povabili smo predsednika države, da si je pogledal projekt, da je videl, kako velik zalogaj je to in da je to v bistvu res velik zalogaj za Maribor in da nekako tiho pričakujemo, da bodo pa stopili še naproti in bodo še en del tudi financirali, kar bo zagotovo v bistvu kot en jackpot, ki smo ga že enkrat lani v proračunu imeli. Torej so dogovori takšni, da dejansko se lahko tudi realizirajo? Poteka nekaj, za obljubiti ne morem nič, ker nisem toliko seznanjena s tem, ampak gre tudi v to smer, da bi se pa znala zgoditi, da bi tudi država še nekaj primaknila, kajti to je res en objekt, ki ga Maribor potrebuje in zraven se bo zdaj še posebej obnavljala mestna hiša, ki jo tudi potrebujemo. Skratka, tu je kar, to so res visoke vsote, ampak tudi
trgi, ki se obnavljajo, mislim, res cena je res visoka. Hvala lepa, gospod Luketič. Vas skrbi na nek način tudi kot občana, ne samo kot mestnega svetnika, dražitev teh projektov, kot je Rotoš. Danes imamo Rotoš največ v zobeh, pa vendar. Projekti se vedno dražijo, ko se sprejme investicija, pa do časa, ko se zapiči lopata, mine včasih tudi leto dni, ne, in se podražijo. In je to, znano je, da do 10% se lahko podražijo. Tu so pa enormne podražitve, ki pa potem, kot je bilo povedano, niso usklajene tudi s prebivalci, ali podpirajo, da se del denarja, pa se še bolj Rotoš, pa ostalo uredi, ali pa se to odloži, pa se karkoli drugega naredi. Mene bolj skrbi, veste, Tito most bo treba celo porušiti, pa nagraditi novega. Obnoviti bo treba tudi dvoetažni most in tisti podvoz, kjer si delimo stroške z državo. Lahko, da še kaj pride, vidimo, da se dolgo odpravljajo težave in da je Maribor je tudi Malečnik ali drugod, v Malečniku se tisti plazovi dolgo in iz strani države je trajalo, gledajte, kdaj je že plazove odneslo in še zdaj na zadnji seji smo nekatera sredstva za te plazove pa v tem proračunu zagotovili, pa koliko časa je od tiste ujme, ker je bil na 3 mestih prekinjen na povezava med Malečnikom proti Lenartu. Tako da se me skrbi, kaj se bo zgodilo, če bo prišel kakšen izreden strošek, kakšna ujma ali karkoli ostalega, kako bo občina potem to zmogla. Res pa je, da je zdaj bil ta helikopterski denar nepovratnih evropskih sredstev za preprečitev stagnacije in kolikor ne bomo sedaj zgradili, ne samo na občinski ravni, tudi na državni, recimo v UKC vse investicije, v SNG in ostalega, potem bo gotovo prišla stagnacija in potem bo Maribor čakal mogoče 10, 15, 20 let, da bo neke projekte, ki so že 10 let na črtu realiziral. Ni lahko zagotoviti in presoditi, zaradi tega se je treba več pogovarjati z občani, pa tudi posvetovati z mestnimi četrtmi, da povedo, kaj najbolj potrebujejo. Ker samo da še dodam en stavek, ker ključne meni je rekel eden iz mestne četrti, jaz moram imeti WC školjko kam priključiti, pa jaz moram imeti vedno možno pitno vodo, da lahko pijem, pa lahko kuham doma. Mi pa tega vsega v Mariboru v 3. tisočletju še vedno nimamo. Moramo pa graditi recimo vodovod v Brestenici Gaj, ker so mnogi ljudje tam se postavili vikende ali hišice, postavili bazene, trošijo mnogo več vode in zaradi tega tam zmanjkuje vode. Predvolilnih soočenjih pa se vedno pogovarjamo. Župan vedno ponuja bombončke in sedaj je preinvestirana. Gremo še do primera sama Petra Medveda, podžupana. Pri KPK so zapisali, da se bo izpisal ta citat tudi na televiziji, na zaslonih, da komisija bo v skladu z členom zakona na župana mestne občine Maribor naslovila pobudo za začetek postopka razrešitve obravnavane osebe. Namreč, če se dobro spomnimo, ne bom prebrala celega citata, na ogled je na zaslonu, kot sem rekla, če se spomnimo, je podžupan Medved ustrajal tudi nam medijem, zatrjeval, da ni poskušal poskrbeti za odstranitev dela, sklica, dokumenta. Tudi vam mestnim svetnikom, če se ne motim, za zaprtimi vrati takrat, zdaj lahko ugotovimo, kaj je ugotovila KPK, kaj je ugotovilo sodišče. Gospod Luketič, a bi župan do današnjega dne že moral ukrepati po vaše in razrešiti? Župan ima politično odgovornost, dobro pa vemo, kaj je politična odgovornost. KPK ima tudi svojo odgovornost za to, da vse enako strogo preiskuje in če so kazniva dejanja, jih mora tudi predati drugim organom, ne samo naložiti na podlagi politične odgovornosti županu. Vsak se sam osebno odloča, jaz, če bi bil župan, bi zadevo že odločil, tako ali drugače. Vse podrobnosti mi pa niso znane, lahko je podžupan ponudil odstop županu, pa mu še ni sprejel ali kakorkoli drugače. Težave ima župan. Torej ni komuniciral Medved potem s svetniki, da bi vi bili seznanjeni? Jaz s tem nisem seznanjen. Težava nastopa edino, ker so me nekateri predsedniki mestnih četrti ali krajevnih skupnosti
poročali do sedaj, če je kakšna zadeva stala in se niso zganili uradi na občini, da so zahtevali sestanek pri Medvedu in da se potem zadeva okrepala, da je delovno, da je mogoče zelo delovno in zaradi tega mogoče ima župan težko odločitev, ampak za mene, jaz sem že izjavo podal, se ve, najbolj elegantno bi bilo, če bi podžupan sam ponudil odstop. Župan pa potem lahko mu tudi pisno, vemo pa že v preteklosti, da potem odgovorne osebe te odstopne izjave niti niso odprle, pa odstop ni bil sprejet. To pa je potem na županu, na volivcih pa, da presodijo, če župan ni moralno etično deloval, volitve bodo drugo leto in kljub tej bomboneri, ki se z mnogimi projekti pri teh proračunih odpira, bolj presodijo, koga bodo volili za župana. Hvala lepa, gospod Aver. Kako komentirate primer Medveda? Že takrat je to vedelo, kje smo, kako je na stvari. Zdaj je KPK to potrdil, tudi sodišče. Torej, Medved je poskušal vplivati na zapise, ki so bremenili njega. Najprej ne spomnim, da smo ga v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti že nekajkrat pred leti pozvali k odstopu. Pa ne zdaj zaradi tega, kar ga je tako rekoč obsodilo tudi sodišče, ampak zaradi drugih stvari, ki so bile tudi takrat prezentne. Nažalost se pač ni nihče drugi izmed organov na naša opozarjanja prebudil oziroma začel neko širšo preiskavo. Nedvomno je, da pritožba, ki jo zdaj seveda navajata oba, ni možna, ker je pač odločitev dokončna. Možna so seveda še neka pravna sredstva, govorim, ali so mu bili kršeni postopki, vendar dvomim, da bi to seveda na koncu recimo temu Vrhovno sodišče prepoznalo. Ne pa odločitve, da je kriv. Kar sem želel povedati je, da sem ga sam osebno tudi na zadnji seji mestnega sveta osebno vprašal, ali ima smisel, da kot človek, ki je vendarle politik, ki je obsojen, ne bi sam odstopil. Zakaj torej pozivati župana naj to stori, če bi seveda neka morala vsakemu človeku to seveda sama po sebi izkazovala. Vendar nažalost tega odgovora ni bilo. Vse, kar je župan napovedal, je, da bomo odločitev izvedeli do 11. maja. Do takrat je namreč KPK tudi njemu dal ultimat, da naj se odloči. Seveda se pa že zdaj bojimo, kaj bo iz tega lahko nastalo. Najverjetneje bo seveda gospod Medved odstopil iz te funkcije podžupana, vendar bo v nekem zakulisju, kar je bilo pri prejšnjem županu, pa kar nekaj takih, bi rekel, najtesnejših sodelavcev, ki so pa stvari seveda na funkcijah, ki niso bile odgovorne, zato jih tudi nismo mogli preganjati ali obsojati, so pa v ozadju vodili najbolj pomembne posle v mestu. Hvala lepa, gospod Pregl. Kako ocenjujete pomembnost osebne integritete funkcionarjev? Ja, tako kot so povedali, KPK je ugotovil. Mi sami tudi vemo, da je bilo zavajanje javnosti in tudi mestnega sveta, da so bile nepravilnosti. Mene osebno je najbolj zbodlo tisto zavajanje, ko smo ga konfrontirali z dejanji, ki so bila podana in je zanikal. To me je. Po drugi strani pa, če pogledamo spet KPK, malo čudno je, nikoli do zdaj se še ni zgodilo, da bi KPK kogarkoli pozval k razrešitvi. Od leta 2023 je to en prvi tak primer pozivati nekoga k razrešitvi, kajti integriteta vsakega je. Če ugotoviš, da si izgubil zaupanje, kajti naredil si nekaj, kar je narobe, je to potem res stvar čisto vsakega posameznika. Kaj je nam bistveno? Nam je bistveno, da ni bilo podanega na policijo nobenega suma kaznivega dejanja. To je zelo bistveno zapovedati. Torej, kaznivo dejanje ni bilo storjeno in ni bil podan sum. Zdaj pa, kaj se bo odločil posameznik, je pa lepo se imenuje stvar integritete. Torej, ali je treba spremeniti zakon in točno doreči, kaj in kako, ne pa kar naenkrat imeti poziv za nekoga za razrešitvi, ki ga prej nikoli ni bilo. Skratka, te stvari se morajo postaviti na svoje mesto, zagotovo je pa stvar posameznika,
kaj in kako bi naredil. Zdaj je lahko nam govoriti, kaj bi naredili, ker menimo, da bi verjetno odstopili, ampak ko si pa enkrat v tej situaciji, je pa to res stvar posameznika, je stvar župana. Jaz mislim, da imamo na mestnem svetu in podžupana tako toliko drugih bolj mestotvornih problematik, s katerimi se lahko ukvarjamo, ker je pa to res stvar integritete potem posameznika. Pa vi kot mestna svetnica, mestni svetniki lahko zaupate, da bo tak podžupan delal korektno naprej? Tako kot sem povedala, boli to, ko vidiš, da te nekdo zavaja in ti ne pove resnice. Ni mi bilo prijetno, jaz sem se s takimi stvarmi prvič srečala, ni nam bilo prijetno, zato ker zaupanje v nekoga pada s tem. Zdaj pa na kak način, ali si bo zgradil, ali bo, ko bi se vse upravičil, pa bi rekel, polomil sem ga, naredil sem narobe, ampak ne. In to zavajanje, tisto je za mene, kot mene osebno, najbolj boleče. V Gibanju Svoboda smo se pa postavili tako, naj se odločijo sami, naj naredijo kot integriteta, kot osebnost, kaj bodo naredili, ker to največ pove slika o njih, ne o nas. Je pa KPK, da odgovorimo na vaše prejšnjo povprašanje, zakaj pozivajo, tudi navedla v citatu, da tokratni poziv predstavlja novo prakso, ki jo bo uporabljala tudi v prihodnje, praviloma v primerih resnejših kršitev integritete. Tako da so pojasnili, zakaj poziv na nek način. Gospod Luketič, najprej vi. Ja, ampak pozvali so na podlagi politične odgovornosti, ne pa spoštovanje zakonitosti župana. A veste, to je ključna razlika. Politična odgovornost ima mestni svet in se lahko po osebni presoji. Pravna pa je neka druga, ki je odvisna. Zaradi tega sem tudi prej povedal, da je župan na podlagi politične odločitve, ki pa ni vezana na neke določbene. Težko je, ker so v ozadju bile v teh dogodkih povezane tudi neke težke usode nekaterih zaposlenih, kar obžalujemo. Hvala lepa, gospod Taber. No, jaz bi samo še to dopolnil, da smo mi tudi na podlagi tega dejstva pisali tako predsedniku vlade kot celotni vladi, pisali smo tudi vsem poslanskim skupinam, da se na tem primeru jasno vidi to, kar je kolegica rekla, da je potem takem sploh nesmiselno, da imamo KPK, če seveda on potem kot sankcijo naredi nek poziv, da naj se on odloči, k temu ga pa nihče pravzaprav ne zavezuje. Hočem nekaj reči, ugotovljeno je, da je kriv, vendar nima za to zakonsko nobenih sankcioniranih postopkov, ki mu lahko pritičajo. Torej, nedvomno je, da je tukaj nekaj hudo narobe, zato smo pozvali predsednika vlade, tudi vse poslanke in poslance, da čim prej spremenijo temu primerno zakon. Dober teden od tega poziva se je že kakršno... Ja, dobili smo dopis iz strani vlade, ki se je, to moram reči, takoj odzvala, da je seveda naš dopis tehten in zato so takoj nemudoma pozvali tudi Ministrstvo za javno upravo, da naš dopis, naš poziv preuči in da jih v čim krajšem roku seveda obvesti o njihovih ugotovitvah. Ja, če gremo do tega poziva, gospod Mlakar, torej stranka LPR je naslovila poziv, slovenska zakonodaja je pomanjkljiva. Kdo sploh bdi nad tem, če župan spoštuje sprejete sklepe na mestnem svetu? Se strinjate, da je treba vzpostaviti več mehanizmov za to? Glejte, za to pobudo sem slišal, podrobno je ne poznam. Je pa definitivno to ena stvar, o kateri bi bilo vredno opraviti razpravo. Trenutna zakonodaja, tako kot ste povedali, je dejansko zelo pomanjkljiva na tem področju. Pravzaprav ni nekih mehanizmov, ki bi župana prisilili k spoštovanju ne samo volje mestnega sveta, ampak tudi, bom rekel, volilcev. Tako da ja, to vrstna pobuda je vsekakor vredna premisleka in širše razprave na državni ravni, generalno gledano. Ja, gospod Taver, izvolite. No, pisali smo tudi demokratom, gospodu Anžetu Logarju, in seveda želimo si, tudi pozvali smo jih, da bi v nekem doglednem času dobili kakšen odgovor, zaenkrat ga še ni, ampak upam, da je slišal poziv gospoda, ki je seveda v listi njegovi in da bo se vsaj na tako temo odzval. Gospod Luketič, menite, da je trenutna zakonodaja dovolj učinkovita pri preprečevanju nekih zlorab vodenja na lokalni ravni, pa ni nujno to samo županstvo, ampak tudi, ne vem, direktorji javnih podjetij in drugi? Nadzor na
nivoju lokalne samouprave zelo šepa, to se je že ugotovljeno pri razpisih, pri oddaji javnih del, pri izbiri izvajalcev in podobno. Hkrati tudi je vprašanje, glede na veliko aktivnosti, če so naše odgovorne službe in ministrstva, ki nadzirajo porabo sredstev z državnega stvari, ker so občine tudi iz državnih proračunov sofinancirane, stanju vse to nadzira. Vprašanje najbolj je ključno, ali nadzorni sveti v vseh teh podjetjih delujejo primerno, kako deluje nadzorni odbor občine in kako deluje služba pri ministrstvu, mislim, da za finance, ki nadzira tudi občine in porabo proračunskih sredstev. Tako da je pa problem med tem, koliko denarja vložiš v nadzor in kakšen je učinek. Skratka, že dalj časa se ve, da je nadzor prešibek, župana je možno odstaviti, so 4 dejstva, ki morajo biti izpolnjena, kajti ne more to biti samo 5000 podpisov, pa se potem opredeljuje, kaj to mora biti zelo verodostojno definirano za poklic župana. Najbolje bi to rešili, če bi imeli podoben sistem lokalne samouprave kot v drugih državah, kjer župana voli 2/3 večina občinskega ali pa mestnega sveta. Ne pa, da pride, da je župan, bi rekel, izvoljen od ene politične opcije, potem pa pridejo druge politične opcije in kohabitacija potem seveda zapleta odločitve, če župan ne uspe postaviti koalicije ali če je neroden ali če je trmast in vztraja na svojih odločitvah. Ključno se meni zdi, veste, da bi Maribor uvedel odprti proračun. To smo mi imeli v volilnem programu, da vsak Mariborčan lahko pogleda Rotovški trg, koliko je sredstev priteklo, kaj je porabljeno in za katera dela. To pa nekod praksa že v svetu obstaja. V Sloveniji pa nobena občina nima, kajti neformalni nadzor je močnejši, veste, od vsega tega, kar imamo. Odprti proračuni bi po mojem odpravili zlorabe. Hvala lepa, gospa Pregl. Zaključimo še z vami. Ste seznanjeni s tem pozivom, pobudo, glede na to, da ste iz vladajoče stranke? Ste naklonjeni tej pobudi LPR-ja? V Gibanju Svoboda so naše vrednote spoštovanje, vključevanje in svoboda. Torej, če se kdo odloči in če meni, da je to prava pot, naj jo izvede in naj jo naredi. Presojali o tem ne bomo, oni so naredili to, kar so mislili, da je najboljše in to je treba spoštovati. Hvala lepa za danes. Časa je zmanjkalo, gotovo bi lahko še govorili, mogoče ob drugi priložnosti. Vam, gledalke in gledalci, hvala za ogled. Vam, dragi gostje, hvala, da ste se odzvali vabilo. Nasvidenje in srečno. Nasvidenje.